Lep pozdrav, tukaj Baladero in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Puno vsega, puno čega, če bi moja skuza bila zlato, verjeti moraš pomlad, sanjati star, živeti mlad. 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 In kamorkoli greš, karkoli izveš, kar doživiš in kar spoznaš, kar zdaj si, kar zdaj veš, kar lahko in kar ne smeš. Zdaj ujemi dan, trenutek, ki polzi, in ne oziraj se nazaj. Vse, kar si, izpuhti. Vse, kar si, leti. Si leti, si leti, si leti. Verjeti moraš pomlad, sanjati star, živeti mlad. 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 Čebet in Baladero, skladba je z prvega albuma Club Dus, Baladero oziroma Dominik pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem Radia Prlek. Koliko let nazaj sva se vrnila? Zdaj
če me sprašuješ, kdaj smo se nazadnje videla. Ne, mislim s to skladbo, ki smo jo slišali. Aha, s to skladbo, ja, ker videla smo se tudi kar nekaj let nazaj ob albumu Perfect You, ne, to je bilo 2016. Ta skladba s Čebi je pa še precej starejša, pa gre v leto 2012, ko je bila izdana. Nastala je pa še malo prej, tako da čisto kronološko 1 desetletje se mi zdi, ne. Kar ne morem verjeti, da smo že leta 2020. Sedaj si že sam presenečen, da se je desetletje obrnilo. Ja, čisto iskreno nisem mislil, da bo šlo tako hitro. Ustvarjalno pa ti gre malo počasneje. Ja, ali načrtno tako delaš? Mislim, ustvarjalno zdaj odvisno, kako se vzame. Jaz mislim, da sicer nekako za albume, kar je neko izdaja na vsake 4 leta ali pa recimo na 5 let, so to kar neke tak stalnice, če nisi zdaj lih med bolj eksponiranimi avtorji, ne. Jaz glasbo združujem še z delom v oglaševanju, tako da se mi zdi, da nek naraven ritem tega lovim. Je pa res, da precej več stvari nastane, kot jih potem gre ven, ne, tako da ustvarjalen sem vedno. Je pa res, da sem malo bolj zbirčen pri tem, kaj konča na radijskih valovih. V zadnjem času pa je res, da sem se mogoče celo malo drugače lotil pristopa k stvarem. Prej sem vedno čakal na to, da sem imel poln album, pa sem potem delal izdaje. Zdaj sem se stvari lotil malo drugače, tako da je že lani šel ven po enem krajšem premoru single Še živim z Jadranko Juras, ki so ga poslušalke in poslušalci mogoče že slišali. Letos pa zdaj nekako ob vstopu v novo leto nadaljujem z novim singlom Ponesi me, ki je nastajal konec prejšnjega leta. Gre sicer za en remake starejše skladbe iz omenjenega albuma Perfect You, Disgrace. In tako, ja, kot si omenil, tudi zaradi tega ne želim, da so premori predolgi, ne, da me poslušalke in poslušalci prehitro ne pozabijo, ker v tem svetu, ko je vse tako instant, pa toliko stvari je, greš hitro v pozabo. Tako da ja, delam, kolikor se da, pridno ustvarjam. 2 albuma sta za tabo, je v ustvarjanju tretji? Ja, tudi to seveda je z novimi singli plan. Zaenkrat sem na polovici, imam 5 skladb, ki so dokončane. Druga, se pravi, zdaj je izšla, tako da 3 bodo še zelo hitro že na sporedu, potem pa se počasi premikamo že v drugo polovico produkcije albuma in če bo vse po sreči, bo to letos jeseni na voljo, se pravi kot celota, tretji album. V kakšno smer pa greš? Ali vlečeš niti še z prvih 2 albumov ali sedaj si zasnoval tudi v glasbenem smislu drugače? Jaz si vedno, tako kot vsak avtor, verjetno postavim neke nove izzive. Je pa res, da je fajn graditi tudi na nekih temeljih, ne, pač saj hiša mora imeti dobre temelje, če hočeš iti v nadstropja, ne, pa zdaj recimo, če je bil prvi album temelj, ki se mi zdi, da je bil dobro položen, pa je prejšnji album prvo nadstropje, bo zdaj drugo nadstropje, mogoče malo bolj razgibano, poskušam predvsem nekako vedno presenetiti tudi sebe, se pravi, da vseeno ne ostanem skozi mogoče v nekem istem zvoku. Je pa res, da zdaj že po desetletju samostojnega ustvarjena, pa že prej ustvarjena z bendi. Sem bil bobnar dolga leta pri skupini Psychopath, kjer smo tudi posneli ploščo, takrat še pač kot bobnar. Soavtor sem bil tudi pri eni skladbi Cookie Jar, se pravi, je zdaj že 25 avtorskih komadov mojih in veliko sodelovanj tudi z drugimi glasbeniki avtorskih nastalo in se mi zdi, da veliko bolje že vem, kaj hočem jaz slišati, pa kaj bi radi, da drugi slišijo. Tako da za novo ploščo lahko poslušalci pričakujejo moj prepoznaven zvok oziroma pač nek pečat avtorski, vsekakor pa tudi precej zvočno osvežene stvari. Tudi sodelovati sem začel v tem smislu z nekaterimi novimi sodelavci. Morda bi potem sedaj lahko rekli, da so pred tabo zlati časi? Ja, namigujem pa tudi že na drugo skladbo. Ja, to vedno nekako razmišljam o tem, da upam, da niso že za mano, ne. Ampak ja, zlati časi so vsekakor bili neka prelomnica zame, tudi kot skladba, po kateri me največ poslušalk in poslušalcev sploh pozna. To je res bila skladba, ki se je veliko vrtela, ampak ja, mislim, da lahko rečem, da so pred mano, mislim, ne vem, kakšni bodo, ampak so pa zanimivi časi, ne, ki izhajajo iz zlatih časov in ja, v tem oziru si pač tudi postavljam stvari za naprej. Sodelujem recimo zdaj v sveže sodelovanje z Žanom Serčičem, ki je verjetno tudi v vaših krajih oziroma na vašem radiju dobro poznan. Zadeva, ki se je izkazala za zelo fajn novo polje sodelovanja, ker sem bil prej bolj navajen sodelovanja s tujimi producenti, tako da mi je super, da sem moči združil z enim, se mi zdi, boljših
kakšnih producentov nove generacije med slovenskimi producenti in tudi s tem osvežujem zvok. Kot sem že omenil prej oziroma producent plošče Perfect You je bil Uwe Bossert, sicer kitarist skupine Raymond. Z njim tudi spet sodelujeva. Sva pravkar posnela 2 nova singla, to sta 2 od tistih, ki so zdaj že dokončani, tako da me tudi to veseli, da te vezi ohranjam, ampak ja, skladno s tem se pač premikamo proti zrelejšemu, ampak obenem tudi bolj neobremenjenemu in svežemu baladeru. Kje so tisti obrazi na ulici, ki nekdaj so bili vedri, veseli? Kam so le šli? Tu so tisti obrazi zgubani, raji zaprti, obljubljeni. Vsi iščemo pot in luč v temi. Zlati časi pridejo počasi, v zlati čaši lesk odteče hitreje, kot se zdi. Zlati časi, ko bil prvi si na vasi. Zlati časi, zdaj jih vidiš, zdaj jih ni. Besede blede od ust do ust, davajo puhlo čez ves ta hrup. Utišaj obup, razbij svoj kalup. Kje so tisti časi pozabljeni, veselje v čaši napolnjeni? Zdaj čas je denar, če mlad si ali star. Zlati časi pridejo počasi, v zlati čaši lesk odteče hitreje, kot se zdi. Zlati časi, ko bil prvi si na vasi. Zlati časi, zdaj jih vidiš, zdaj jih ni. In kdo so tisti, ki ugrabljajo na misli? Vsi smo isti, le še statisti. In kdo so tisti, ki ugrabljajo na misli? Vsi smo isti, le še statisti. Zlati časi in baladera. Prej si ustvarjal predvsem v angleščini, se sedaj potem bolj nagibaš k slovenščini pri besedilih? Ja, pri meni to tako, na 2 albumih je raslo linearno, zdaj bo pa eksponentno, ne? Ker pač... Zamenjal si ploščo? Ja, malo, ne. Mislim, na prvem albumu sem imel 1 slovensko skladbo, na drugem 2. Je pa zelo zanimivo, potem nekako, dobro, verjetno tudi, oziroma seveda tudi zaradi odziva, ki je bil na zlate čase res super, se mi je zdelo, da bi bilo vredno pač tudi poskusiti čim več pisati v slovenščini. Pa mogoče je to tudi del tega odraščanja. Jaz sem pač MTV generacija in dolgo let sem zanemarjal materni jezik in tudi mestoma pač moram priznati slovensko glasbo, ker sem bil zelo pač nekako v tem odraščanju zaznamovan z grungeom, pa z bendi, kot so bili, ne vem, Nirvana, Pearl Jam itd. To smo mi poslušali skozi. Bilo je zelo dolgo obdobje jazza, pa jaz sem zaprisežen klasiki itd. Nikoli pa tudi nisem preveč načrtoval v svojem ustvarjanju, po eni strani
žal, po drugi strani na srečo, ne. In je bila angleščina nekako samoumevno nadaljevanje tega, kar smo počeli tudi z prej omenjenim bandom Psychopath, kjer sem bil bobnar, tam je bila večina materiala angleškega, mi smo tudi po tujini veliko nastopali in je bilo nekako mi je bila želja, da pojem v tudi jeziku, ki je splošno razumljiv, se pravi, da se lahko predstavljam na publiki z razumljivimi besedili. Sem pa potem tudi tam opazil, da ko pojem v slovenščini, v bistvu nobenega sploh ne moti, pač ne razumejo, ampak rečejo, da je fajn. In veliko sem potem teh odzivov dobival, da se zdi ljudem, da moj glas v slovenščini zveni drugače, malo bolj pristno in tudi, mislim, zdaj boljše je nek tak čuden kvalifikator, ampak bolj doživeto, ne. In ja, ni vedno lažje pisati besedil v slovenščini, ampak v zadnjem času nekako kar curljajo iz mene in se mi zdi to fajn. Sedaj tudi ugotavljaš, da je slovenščina spevna. Ja, to je bil en tak stereotip, ki se mi zdi, ne vem, kdaj sem jaz to začel poslušati od drugih, se pa prav spomnim, da recimo bilo to dostikrat kot neka primerjava z tem, zakaj ljudje raje poslušajo hrvaško glasbo, ker je pač kakor denimo bolj spevna, ampak mislim, da to sploh ni res, ker če pogledamo tudi celotno zgodovino slovenske glasbe, popularne, če gremo že v zlate čase slovenske popevke, ne, izvrstna besedila, neverjetno lepe skladbe od Privška do Mojmirja Sepeta in tako naprej, pa potem cela generacija kantavtorjev, odličnih bandov, ne, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Buldožeri, razni, mislim, to bi zdaj lahko naštevala zelo dolgo. Kilometre in kilometre izvrstne glasbe. Seveda potem tudi Siddharta, da zdaj cel novi val bandov od Murphy do Joker Out, ki zelo polnokrvno oziroma zelo pristno tudi, se mi zdi, ustvarja v slovenščini, pa ohranja stik z moderno produkcijo, ne, kar je neka stvar, ki se je tudi zgodila. Se mi zdi, da z demokratizacijo produkcije se tudi v slovenskem prostoru ustvarja neverjetna količina kakovostne glasbe, se mi zdi, v mednarodnem merilu, ne. Je pa jezik vedno lahko prednost ali pa bariera, pa se mi zdi, da dokler bomo imeli zdaj slovenski avtorji prostor za to, da kaj povemo poslušalstvu, ne. Mogoče niti ni toliko pomembno, v katerem jeziku to povemo, dokler je pač to razumljivo. Je pa vsekakor fajn, da se mi zdi, da tudi slovenski jezik v glasbi spet konkretno zavzema nazaj svoj prostor. Je pa res, da sem 2 dni nazaj v Planici v stavbi z muzejem Mikofiču 45 minut poslušal dalmatinsko glasbo, kar se tudi zgodi, ne, pa v eni celi uri nobene slovenske skladbe, ampak pustimo pa potem ta mačehovski odnos mestoma do naše lastne produkcije, ne. Je pa slovenska glasba zdrava, ne. Se strinjam. In močna. Sedaj, ko delaš z Žanom Serčičem, boš tudi dodal kaj več raznih efektov modernejših ritmov? Ja, to se je kar zgodilo, oziroma to je tudi en mogoče premik iz neke zone udobja moje. Zdaj sem bil vedno navajen delati striktno bendovsko, oziroma mislim, da so bili na obeh 2 ploščah samo analogni inštrumenti prisotni, ne, kar je po svoje super. Sem bil zelo vezan tudi samo na klavir itd., oziroma kakšni Hammondi rovci so se še pojavljali, ampak v bistvu je bil premik tudi pri meni samemu. Par let nazaj sem potem začel skladno z tem, kar se dogaja v glasbi, tudi jaz uporabljati določene prijeme, pač v smislu digitalizacije, pa ne vem, takih in drugačnih zvokov, ne vem, super je pač to, da lahko gledaš film in imaš mini klaviaturo, pa laptop, pa ustvarjaš aranžma za skladbo, ne. Saj to ni končna produkcija, ampak v smislu tega, kako nastaja glasba danes, se mi zdi, da pove veliko tudi o tem, zakaj so zdaj te zvoki take, kot so, ker saj to je Miles Davis tudi že dobro povedal, da je v bistvu vsaka glasba odraz sveta, v katerem nastaja, ne. In jaz sem sicer zelo velik pristaš stvari, ki so nostalgične, pa nazaj, me je vedno neslo vsaj 30-40 let nazaj, včasih celo 100-200, če govorimo o klasiki, ampak recimo Tom Waits je en moj tak heroj, to so vse te stari mački, ki so imeli veliko zapovedati. Obenem pa je treba to vedno vzeti, se mi zdi, v nekem zgodovinskem kontekstu, ker vsi, ki so takrat ustvarjali, so pa vseeno ustvarjali v duhu časa in svet zdaj zveni drugače, kot je takrat, in ne vem, jazz zdaj zveni drugače, kot je zvenel Kind of Blue album, ne, če smo že pri Miles Davisu itd. 80-ta, ki so fantastično obdobje v glasbi, ne, so z razlogom takrat zvenela, kot so, tudi z razvojem tehnologije, pa synthesizerjev, pa 90-ta, ki so pač prinesla na polno nazaj kitare.
To je vse meni zelo zanimivo in se mi zdi, da bi bilo škoda, če bi nekako si dal gor pač te konjske, če mi pomagaš z besedo, plašnice, ne? In bi rekel, ne, bojim se pač koraka naprej, bom ostal pri klavirju, pri 80 tipkah in to je to, ne? Tako da mi je žanr, recimo, ki smo ga omenila, tudi pri tem nekdo iz nove generacije, ki zna stvari opremiti tudi malo drugače, mestoma pač tudi sliši stvari drugače, kot bi jih recimo jaz, ima nek nov pogled na stvari in ta nova generacija, ki zdaj že zaseda radijske valove, ne, kar bogato, je kar, moram reči, občudovanja vredno, ker dostikrat stvari z neprimerno manjšimi budžeti zvenijo na ravni zelo velikih budžetov tujih produkcij, ampak to ima spet veze s tehnologijo, z dostopom znanja. Ne, pač to je nekaj čisto drugega, kot kar je bilo takrat, ko smo mi odraščali, čeprav nisem star 70 let. Naslednja bom s tvojo dobro prijateljico Jadranko Juras. Ja, Še živim. In učiteljico petja, moram povedati. Ja, Še živim je druga najna skladba, čeprav v bistvu se poznava že tudi celo desetletje ali več in sva pač te dve baladi ustvarila skupaj, ki sta si na nek način imata isto to noto, obe sta tako bogato nekako orkestrirani baladi, mogoče če bi sicer malo bolj taka popevkarska. Še živim je malo bolj resna skladba, pa tudi pač mogoče bolj zazrta v nek eksistencializem, ker je bila napisana po smrti mojega očeta. Je pa to najno sodelovanje nekaj tudi zelo zanimivega, ena zanimiva konstanta, pa upam, da ne bo ostalo samo pri dveh skladbah. No. Polet je zdaj, snev je sen in ta refren že zimi pojem. Se spomniš še vseh tistih dni, ko bo žala si srce moje. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, obide te. Mar si še isti kot nekoč, ko je sijalo sonce z vrha ti na obraz zlato obsijan, zdaj z gubami oprta. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. In ko večnost te vzame, kaj za tabo še ostane? Ne čakaj pomladi, vzemi zdaj, kar v tebi bije, od zore do mraka. Ponesi tja, kar daje ti moč, na rob pečine vzletel boš zlahka. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. Čas je, čas gre, izbriše te. Čas je, čas gre, odide vse. In ko večnost te vzame, kaj za tabo še ostane? Le spomin. Še živim, le spomin. Hrepenim, le spomin. Še živim, le spomin.
Dominik, kakšen učenec si? Je Jadranka zelo stroga? Ja, mislim, že leta in leta me graja, da ne vadim dovolj. Vaja dela mojstra, pravi, verjetno. Ja, tako da, ampak vseeno pač probam biti čim bolj priden učenec. Je pa res, da pač, ker sem pianist, vadim klavir, pol delam komade itd., sodelujem še, pišem pač še službo ob tem, tako da včasih za petje in treniranje zmanjka res malo časa. Se pa super razumeva, tudi tam veliko pogovarjava o glasbi, ampak jaz predvsem, mogoče se mi zdi, mogoče tudi kot vsak glasbenik, učenec zaprisežen glasbi kot taki, ne. Mislim, jaz sem že začel z 7 leti v glasbeni šoli, potem sicer nisem nadaljeval čisto akademske poti, ker me je zaneslo v druge vode, ampak še vedno res probam čim več počrpati iz vodnjaka glasbe in znanja, ki je vseobsežen, ne. Mogoče tudi tu ta dotik za novo skladbo, ne, ponesi me. Mene je glasba vedno ponesla naprej. Zdaj ta nov remake je nastal po takem hipnem navdihu, ker smo se peljali v Ljubljano, ko je imel brat predstavitev svoje knjige Aljoša, kako izgoreti, ne. In je bil zanimiv moment, ker se je nad ravnico pokazalo eno tako mogočno zlato nebo in pač kot pravi tudi refren Ponesi me tja do zlatega neba, je ta navdih ostal v besedilu in zanimivo je res, kako te glasba lahko ponese, če je tako kot učenec, ne, pa obenem ustvarjalec znaš pozorno odpreti ušesa, ker recimo v primeru te skladbe Ponesi me, čeprav je bila njena prehodnica Disgrace, se mi zdi, da je nastala neka čisto nova skladba z nekim čisto drugim sporočilom in to se mi zdi lepo. Tudi jaz, ne, spet kot učenec, ustvarjalec v razmaku 5 let, odkar sta obe skladbi bili sproducirani in oziroma odkar sta nastali, lahko rečem, da jo zdaj doživljam bolj zrelo in bolj pristno in mislim, da je to namen vsega tega, ne. Saj ne nazadnje se celo življenje vsi učimo, pa upam, da bo tako z vsemi skladbami, ne, da bodo čedalje boljše. Koliko si jo predrugačil? Ali si pustil osnovo oziroma melodijo enako kot pri originalu? Melodija oziroma struktura je precej podobna oziroma kar enotna, je pa aranžma zelo drugačen, ker gre za godalni aranžma, ki ga v originalu ni. Original je bolj bendovski, tudi besedilo je sporočilno popolnoma drugačno, ampak to prepustim poslušalcem, če jih zanima, pač, da si sami prevedejo, ker res ne rad preveč razlagam besedila, ker hitro zaideš. Je pa tudi, kot so prej omenjala, Žan dodal eno mero sodobnosti z enim minimalizmom, širino, z enimi zvočnimi prijemi, ki jih jaz do sedaj nisem uporabljal. Pri skladbi sta sodelovala še čelistka Zofi Klacman in violinist Peter Koša. Delali smo jo pa tudi, naj omenim, v sodelovanju z snemalcema in koproducentoma Andijem Galom in Robertom Klajčem v studijih Raud Production, ker je tukaj šlo za en zelo zanimiv proces. Skoraj en tak ping-pong med vsemi, ki smo sodelovali. Ampak na koncu je nastalo nekaj lepega, mogoče omenim samo še videospot, ki je nastal na gradu Goričko. Se pravi, misli na to napeljati? Ja, ker je, mislim, meni videospoti sicer vedno tako malo mi skoraj morijo, ker ko imaš že vse narejeno, pa bi dal rad stvari ven, moraš še videospot posneti in tu je vedno veliko neke produkcije in tega in drugega, ali bo pasalo eno na drugo. Tukaj je bila ideja takojšnja, spet hipna, jaz sem takoj vedel, kam moramo iti, ker je na gradu Goričko en stari klavir, imajo tudi enega novega, ki je izjemen, ampak tam je tudi en stari, ki smo ga že 2012 smo tam se fotografirali za prvi album itd. Pa za turneje in sem si to zapomnil in tudi cel grad Goričko, ki je taka ena magična točka, ne samo turistična, ampak polna enih energij, tam je tako vulkanija, pa park z 100-letnimi drevesi, energijske točke, pa zgodovinsko, ne, to je grad, ki sega v 13. stoletje, oziroma mislim, celo v 12. In njem se je zgodovinsko zamenjalo toliko stvari, toliko energij, toliko prehajanja med preteklostjo in prihodnostjo, da se mi je zdela edina možna točka za to, da povemo to zgodbo, ker pač tudi to skladbo smo končevali, oziroma smo jo delali na prehodu iz, se pravi, decembra 2019 v januar 2020. Tudi kripta grajskih gospodov, ki se pojavlja v spotu, ki je odmaknjena od gradu 1 kilometer in stoji na eni taki mali spetinici. Vam priporočam, da si jo greste pogledati, ker je res taka zelo specifična zadeva in nek tak simbolen stik med nebom in zemljo in mislim, da boljše ne bi mogli povedati bistva tudi te skladbe. Tako da sem zelo vesel, da je nastal ta celoten paket in hvaležen režiserju Manuelu Hanu. Bo pa skladba Ponesi me tudi del tvojega novega 3. albuma, dejal si v jeseni. Predvidoma
Predvidoma. Ja, predvidoma, mislim, vedno... Ponovadi se vedno nekaj zamakneš. Ja, hvaležno je napovedovati albume. Saj, v resnici sem jaz imel že plane 2018 izdati album, pa je potem tragično preminil moj oče in se to vse premaknilo in seveda treba pač stvari malo prefiltrirati. Ja, obe, se pravi In še živim in Ponesi me, bosta del tega novega albuma. 3 so že nared in bodo zdaj z lagome prišle. Tudi v eter bodo veliko manj baladne, tako da grem spet malo bolj v... Rockerske. Ja, malo... Pop-rock. Pop-rock, ja, oziroma to, kar so se pogovarjali, ohranjam neko jedro, pač zlati časi so pokazali, da znam biti tudi ok rocker, ne bi pa rad pri tem ostal, tako da marsikaj me je vmes zanimalo, od 80-ih do novih stvari, tako da bo en tak zanimiv album nastaja. Delovni naslov albuma je, pa to je zelo ekskluzivno, New, kot NJU, nekaj novega. Po prekmursko. Ponesi me bova sedaj tudi spustila našim poslušalcem. Dominik oziroma Baladero, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno na Radio Pelek ter uspešno in delovno naprej. Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Pelek. Prebuja se jutro, zlato nad njo, mojo mehko žametno zemljo. Tu sem hodil sanjami prevzet, da ustvaril bi življenje vredno živeti. In če me kdaj je neslo daleč stran, čutil sem, da ne bije v meni zaman. Utrip neštetih želja hrepenenj, pridi zdaj, prižgi ogenj v meni, ponesi me znova tja, do tihih vod. Ponesi me znova tja, zavrti me kot listje v vetru. Kaj mi bo moč brez poguma, zakaj je srce, če ne daje nič nočem sladu brez pelina. Ponesi me tja do zlatega neba, daj mi moči in poguma. Zakaj je srce, če ne daje nič, kaj mi bo vrh brez doline. Ponesi me tja, kjer hrup ponikne v tla. In ko iskal sem smisel v rečeh, so mi rekli, da živeti je greh. So mi rekli, naj odvržem vsak up, a tiho tlel ta ogenj je v meni. Kaj mi bo moč brez poguma, zakaj je srce, če ne daje nič nočem sladu brez pelina. Ponesi me tja do zlatega neba, daj mi moči in poguma. Zakaj je srce, če ne daje nič, kaj mi bo vrh brez doline. Ponesi me tja, kjer hrup ponikne v tla. Ponesi me tja, tja do zlatega neba. Ponesi me tja, gor do zlatega neba. Ponesi me tja, tja do zlatega neba. Ponesi me tja, tja do zlatega
neba. Tukaj je Baladero in vi poslušate oddajo Radioaktivno.